Spoštovani bralke in bralci, lepo pozdravljeni. Nahajamo se v občini Šentilj, natančneje v naselju Ceršak, kjer smo pred bivalnimi kontejnerji civilne zaščite, kjer ljudje, ki zaradi plazov ne morejo bivati v svojih domovih, bivajo tukaj. Pogovarjali smo se tako z vodjo civilne zaščite kot z gospo, ki biva v kontejnerju in ki se bo lahko kmalu, že čez nekaj dni, če bo vse po sreči, preselila v stanovanje, ki so ga odstopili občani. Družine, ki smo jih izselili, je tako ostalo enako število. Imamo pa še enih 26 hiš, ki jih spremljamo vsak dan, ker se razpoke enostavno iz dneva v dan širijo. Tam smo zdaj neke določene stvari, neke preventivne ukrepe pač še delali včeraj pred tem dežjem. Enostavno samo upamo, da bo tako rahlo šlo, pa da bo to narava lahko sprejela, pa da enostavno se nam stvari ne bojo slabšale. 5 družin imamo izseljenih, ampak je 10 oseb. Stanovanje zdaj še opremljate za gospo, ker se ga ena družina se ga odločila odstopiti. Ja, prostega so imeli in se je odločila odstopiti. Gospa si je to stanovanje pogledala, je tu v bližini, garsonjera sicer, ampak pravi, da je za njo eno samo osebo čisto dovolj. Moramo pa jo pač komplet vse opremiti. Od kuhinje do spalnice, pa čistega prostora, kjer bo spala. V njej je samo trenutno kopalnica, vse ostalo moramo pač urediti. Ampak bo pa to, ko bo opremljeno, pa lahko se potem pa lahko seli. trajno potem ostane. Na daljši rok, tako da bo res preskrbljena. Potem za drugo družino imamo v Šentilju že eno stanovanje pripravljeno. Skratka, za vse družine smo našli možnost trajne rešitve. V soboto so prišli gasilci iz Mariborske gasilske zveze. 24 jih je prišlo na obisk, da so se naši lahko malo spočili, čeprav so imeli spremstvo tem gasilcem. Lokacije smo jim mogli pokazati, pa vojski. Vse domači teren poznajo le domači gasilci. Veliko pomoč so nam bili ravno tu na tej lokaciji, na Zgornji Veliki so pokrili res en ogromen plaz. Če je 4 ure 25 oziroma 24 gasilcev to pokrivalo, potem vam je lahko jasno, da je bilo to res veliko. Pa tudi ena stvar je prvič, se vidite, to zdaj ni neki rešitev, ki bi bila zdaj lahko mesec, dva, ko bi to trajalo. Ne bi pa radi, tako se je včeraj gospod župan izrazil, tudi ljudi selili kot mačke. Za to lokacijo. Mi bi jim radi za neko trajno rešitev ponudili, da ko se selijo, da bojo nehali imeti stres, pa da bojo lahko spet mirno zaspali in mirno živeli. To je največ vredno. Da se nekje umiriš. Sej tu sem, ampak ni to. Hvala Bogu, streha je nad glavo, zide me ne, lačna nisem, vse skrbijo za mene, ampak ni to, ker ni moje postle, no. To mi je največji problem, ker jaz sem tak invalid, 3. kategorije, operacije hrbtenice, obeh kolen. Sej se odpočijem, ampak ne tako bi se mogla. Se mi poskušamo zdaj urediti, mogoče bomo že do vikenda lahko to uredili. Tako da vse neko s posteljo pa kuhno, mislim tudi, če še ne bo kuhne, pa da gre mogoče tam not, da je vse postelja urejena, pa bomo še vedno hrano dostavljali, pa bomo potem v najkrajšem možnem času, ko pač bomo še ostalo uredili.